današnjih kvikih pa ne bom nakladal samo jaz, ampak bodo to namesto mene delali moji soigralci. Vsak od njih bo povedal eno zgodbico, vi pa boste morali ugotoviti, a so te zgodbice resnične ali niso. In začel bom jaz kar z Jušem. Juš. Med 13 in 18 letom starosti sem bil lastnik ovce. Okay. Kje pa si imel to ovco? Ta ovca je bila blizu pivke, nisem je imel doma. Kako pa si jo dobil? V bistvu mi jo je podaril za rojsten dan dedek, ki je imel tehnično gledano v najemu to ovco, ampak v bistvu je bila napisana na moje ime. In ti si pa skrbel za to ovco, si jo redno obiskoval? Ali? Ne, nisem jo videl niti enkrat v življenju. Ok, se pravi, a pol po temu, ko ovca ni bilo več, a si dobil vsaj pulover iz njih? Ne, ker ni bila taka ovca, bila je samo za prehrano. Smo pa dobili vsako leto eno jagnje, ki smo ga ponavadi pol imeli za rojsten dan. Ok, še zadnje vprašanje, kako je bilo tej ovci ime? Matilda. Matilda. Ok, Ajda, kakšna je tvoja zgodba? V srednji šoli sem se ljubčkala z Jušem Milčinskim. Ok. Opa! Juš, nisva se še pogovarjala o tem, Zdaj, Ok, a sta bila v ta pravi srednji šoli? Ja, hodila sva oba na isto srednjo šolo, na gimnazijo Vič. Kakšna je bila situacija, da sta se začela ljubčkati? Šolski ples. Ok, a lahko malo bolj opišeš situacijo, a sta šla skupaj plesati ali... Ne, štos je bil ta, da sem eno stavo zgubila in da je bila kazen, da tisti, ki prvi iz moškega WC-ja stopi ven, da ga moram kušati in to je bil Juš. A sta se z Jušem še kdaj po temu pogovarjala? Ne, danes prvič za to sem rekla. Juš sploh ne ve tega, ali kaj? Ne, Juš ve, midva se med sabo nisva nikoli o tem pogovarjala, v bistvu so se delala naslednji dan, kot da se to nikoli ni zgodilo. Juž, da se je delal, ker se to je zgodilo. Ker je bilo, v bistvu sem ga jaz kušanla, nisva se zdaj dolgo mečkala. Napadla si ga. Ok, še zadnje vprašanje, a se je dober ljubčkal? Zelo se je dober ljubčkal, pa ne sem to, presenetil me je zato, ker je imel okus v ustih po čebuli. Kar je bilo ful čuden, glede na to, da je bil šolski ples, pa da smo pili, ne. Juž je vedno pripravljen. Ok, Peter. Enkrat sem v gimnaziji v prvem letniku na eni žurki v ne najbolj prisebnem stanju izpovedal ljubezen eni punci in pol naslednji dan, ko me je soočila s tem, sem se jaz delal, da sem pozabil. Ti je bila ta punca všeč? Ja, bil sem zaljubljen vanjo. A pa se spomniš, kaj si ji povedal? Ja, pač prišel sem do nje, pa sem rekel, da sem zaljubljen vanjo. Direkt. A si imel kakšen tak opening line, tako nekaj, s čimer si začel? Veš kaj, nisem bil v najbolj spodobnem stanju, veš. A pa se je pol še kdaj kaj takega zgodilo? Jaz nisem nikoli več hotel nasloviti tega in tudi nikoli nismo in je nekje ostalo skrito v neki nerodni tišini. S punco pa pol ni bilo nič? Nič, nikoli. Nadaljujemo z igro Laž ali resnica. Jan. Ja, jaz bi se moral roditi 1. januarja, ampak je bilo moja mamo toliko strah, da jo bo v porodnišnici obiskal predsednik, pa da bo morala biti na TV-ju, da si je dala v bistvu popadke sprožiti 2 dni prej. Ok, kako si to izvedel? Mami mi je povedala. Zakaj pa se ni hotela srečati s predsednikom? Pač ful jo je strah biti na kameri, noče se snemati. A pa so zdravniki rekli, da je to kaj nevarno? Ali... Ni jim povedala, da je zares to, ampak sam pač, da želi prej roditi. Ok, a pa si od takrat čutil kakršnekoli posledice tega, da si se prej rodil? Ne, ki je bilo samo par dni prej, tako da sem relativno zdrav, še danes. Okay. A si ti ali pa kdorkoli od tvojih staršev kdaj spoznal predsednika države? Ja, moj oče ga je spoznal večkrat. Ok, a je bila tvoja mama kdaj potem na televiziji? Ne, nikoli. Vi, dragi gledalci, odločite se, kdo od njih je govoril resnico in kdo ne. Napišite nam odgovore v komentarje pod ta video na našem YouTube kanalu. Pravilne odgovore pa boste zvedeli v kratkem. Moji soigralci so mi povedali vsak svojo zgodbo, zdaj pa mi bodo še povedali, kdo od njih je govoril resnico in kdo se mi je nesramno zlagal. Ajda, začnimo s tabo.
Z Jožem Milčinskim se nisva mečkala v srednji šoli. To je bila laž. Jan Kok. Ja, laž je bila, da je moja mama 2 dni pred novim letom me rodila, ker jaz sem rojen februarja, tako da to sploh nima smisla. Če kdo šel pogooglati, je mogoče lahko najdu. Juž. Jaz sem bil res med 13 in 18 letom svoje starosti lastnik ovce po imenu Matilda. Peter. V prvem letniku gimnazije sem res izpovedal ljubezen eni moji sošolki. To so bili odgovori, upam, da ste pravilno ugotovili vsaj enega od njih. Jaz jim ne zaupam več.